Gre za zanimiv nov pristop v okviru Evropske unije, kjer se formira najprej ta rizični kapital, ki spodbudi banke in ostale zasebne investitorje k investicijam. In ključni cilj tega programa je spodbuda investicij, spodbuda zasebnega kapitala, na strani držav pa bo potrebno cela vrsta tudi novih inovativnih pristopov in jasne odločenosti, da se na nekatera področja dovoli pristop zasebnemu kapitalu. Kje vi vidite tu priložnost za Slovenijo? Kje konkretno, na katerih področjih, kako? Kot so že navedena področja znotraj samega gradiva, je tu energetika, zelena energija, transport, širokopasovne povezave. To so vse področja, ki služijo na eni strani v javno dobro, na drugi strani pa je zasebni kapital zainteresiran, da vlaga sredstva v ta področja. No, doslej ni bil zasebni kapital zainteresiran, da vlaga. Tudi v Sloveniji so bile težave in pravite nov pristop. Kaj konkretno bo to pomenilo? Kam vse naj Slovenija, da rečem tako, spusti zdaj zasebni kapital? Gre za garancijsko shemo, ki bo tudi bankam olajšala odločitev za podporo takšnih investicij. Kot sva že dejala, v Sloveniji je v transportu cela vrsta priložnosti, prav tako v energetiki in tudi še cela vrsta drugih področij od razvoja, raziskav, kjer se znata najti zasebni in pa javni kapital in tudi, kar je ključno, spodbuditi zasebni kapital k investiranju. Pa menite, da so projekti tudi dovolj daleč pripravljeni? Pogoji so kar hudi. Spoznanje pri tem investicijskem paketu je to, da je od nas, se pravi v tem primeru od Slovenije, odvisno, koliko tega paketa bomo tudi uspeli izkoristiti. In od nas se pričakuje akcija, te je bilo v preteklih letih, pa tudi v sedanjem času premalo, zato apel vladi, kolikor slišim, je državni sekretar Dragonja zadolžen za te projekte, čim prej na plano s projekti, kajti pred skupno komisijo jih bo treba pokazati in jih tudi upravičiti. Hvala lepa. Prosim.